vem, a se vam tudi daj zgodi, da imate občutek, da se tako podvojena osebnost, ne? Da imate enega brata dvojčka ali pa nekaj, ali pa da imate dve iste osebe vseb. Meni se je to danes dogajalo cel dan. Zdaj ne vem, kaj bi naredil, mislim, jaz točno vem, kaj bi naredil. Skuhal si bom eno solato, ker imam eno točno tako solato za take mal depresivne, žalostne, čudne dneve. In najbolj, da jaz to naredim, ne. Skratka, tej solati bomo rekli danes solata milijon okusov. In zakaj bo solata milijon okusov? Zato, ker bomo dali radič. Zato, ker bomo vzeli solato zeleno. Zato, ker bomo vzeli kitajsko zelje, ker imamo rukolo, ker imamo gobe. Ne? Veliko teh stvari imamo in vse to bomo narezali, ne? Ampak da ne bo solata samo zelenjavna, ne? Ker jaz imam vseeno rad meso, ker moram meso jesti v življenju, bom zraven naredil še en piščančji filejček. Pa še malo pancete. Tako. In na koncu bomo vse to zmešali, skuhali in jaz upam, da mi bo nekako ratalo se rešiti tega svojega nekaj, ki je v zadnji, ki me je preganjal cel dan, ne? Noč, kaj ne rečem? Kakor veste, solato se očist in nareže. Začeli bomo pa z radičem. Skratka, zdaj radič pa zeleno solato sem narezal, zdaj bom vzel še kitajsko zelje, ne? In bom še njega narezal. No, takole, solatko bomo vzela v pral, ne? Da ne bo prišlo do neljubih okužb s kakšnimi čudnimi bakterijami. Solato temeljito okopamo, ne, da se pač te zadevce, ki jih nočemo imeti v solati, neljube začimbe, ne, pač odplahnejo z nje dol. Dobro, za solato vzamemo pač ponovadi neko skledo. Jaz priporočam, da vzamete tako veliko pa široka naj bo, ne. Čim bolj široka, ne une take ozke, zaprte, ne. Zato, ker se okusi tle veliko bolj enakomerno razporedijo. Še posebej, če dodajate, tako kot bomo mi danes, ne, še neke dodatke, se pravi neke dresinge, neke pripravke, kuhane, je to fajn, ker to po solati lepo potuje na vse strani in solata dobi res fajn okus, ne, tako da je enakomerno. No, ko smo si tole našo solatko tisočerih okusov takole lepo pripravili, lahko pridemo v naslednje sestavine, ne. In to bo, sicer bomo dodali še kumare, tako zelene, lepe, sveže in paradižnik. Zdaj bomo pa tele paradajske, ne, narezali na take lepe krogle rezince, zato ker ta solata tisočerih okusov ne samo, da mora biti dobra, ne, koliko je, ne, ampak mora tudi lepo izgledati, ne, ker ima človek take težave, ne, da se čuješ sebe po mestu, ne, to res pol rabiš tako pozitivno, kompletno, ne, se pravi okus, videz, von, vse mora dobro izgledati, če ne vem, se ne rešiš tega po mojem. Tako, naša solata je zdaj že skoraj, lažem, ni skoraj, ker zdaj smo šele perene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perene 8 okusov, se pravi, jih rabimo še 992 okusov noter, da bomo imeli solato tisočerih okusov. Skratka, hecam se. Jaz bom to solato dodal še malo rukole. No, skratka, zdaj zelenjava je skoraj vsa pripravljena, da bom pa jaz tega piščančka narezal. In sicer danes bomo piščančka rezali na take skoraj, kako se temu reče, kitajski dizajn, take podolgovate koščke.
pok. Postavimo na ogenj. In prvo bomo spekli našega piščanca, potem za piščancem bomo pa pekli še bučke, bomo prepražili in šitake. To so te gobe. Jaz vem, da vam grem že na živce z gobom, ampak jaz jih obožujem in pašejo to solato. Tako da bomo tudi gobe pol pripravili. Ampak zaenkrat piščance. No, skratka, piščanca damo zdaj v olje, ki se gre to. In ga začinite. Jaz ponavadi to naredim z začimbo za perutnino. Tegale piščančka bomo dali še malo čilija. Jaz bom dal čili zato, ker hočem, da mečkam spicy, da je toplo, da me pogreje od teh stisk in tegob. Če vas nekdo sledi, to je res grozen. Tako da lahko pa date tudi kaj drugega. Lahko dodate, ne vem, recimo kari se lepo poda piščancu ali pa kakšne mediteranske začimbice, pač po okusu. Danes bo čili. Evo, to še mečkam premešamo. Pa gremo pa lepo pripraviti malo gobice pa bučke. No, tako skratka, ko se piščanc peče, dodali smo že malo čilija, ampak meni se zdi, da ga dam danes vse malo bolj pekočega, tako da bom noter v tega piščanska dal še mečken feferonov, in sicer enega nepekočega in enega pekočega. Tadam! Nagradno vprašanje. Kjer od njiju je pekoč? Boste probali? Jaz mislim, da bo to kar dosti, vse ne smemo pretiravati. No, medtem, ko se mi piščanec peče, bom jaz pripravil še gobe. No, skratka, naš piščanc je zdaj peščen in ugasnemo ogenj in ga odstavimo, da se on hladi. No, skratka, naše gobe bomo zdaj na olju prepražili in potem bomo na koncu dodali zraven še malo česnja in peteršilja. Česna vzemite 1-3 stroke, ga olupite in narežete na fine mečkane koščke. Takole gobice mečkam prepražimo, te naše šitake, ampak preveč pa ni treba, ker so take gobe, ki so lahko tudi surove, tako da mi jih bomo samo zaradi mečkam, da spustijo aromo. In takole, tik preden ugasnete ogenj, dodate mečkam peteršilja in česnčka. To pa zato, da te dve zadelce, ki lepo pašete na te gobce, ne zgubite arome. Tako da sam razvijete in potem odstavite. Zdaj bomo tole našo solatko dali še bučke, tako da bo ta solata še dobila en nov okus. Mečkanje pa prej operemo, predno jo narežemo. No, skratka, bučke bomo pa prepražili, čisto zato, da dobimo malo razliko v okusu na olivnem olju.
Tako, zdaj bomo naše bučke pustili, da se shladijo, se pravi, piščanec je hladen že, gobe so hladne, bučke naj se pa shladijo, medtem bom pa jaz pripravil še olive. No, zdaj smo dali tele olivce, zdaj pa pride na vrsto feta sirček. To je ena fajn grška zadevca in bi jo bomo kar takole po domače nadrobili tole našo solatko. No, ko smo tole fetko zrihtali, dodamo še eno blazno dobro sestavinco, ki bo tej solati popestrila okus, in to je sicer panceta kraška. Takole damo. No, zdaj bomo v našo solato dodali še tole mešanico začimb, ki je mišljena prav za solate. Dodamo še malo olja in malo kisa. Sol dodajte čisto po potrebi, zato ker smo solili že in piščanca, in feta sir je blazno slan, in panceta je slana. Tako da sol na koncu šele sprobite, če jo je potrebno, da drugače ne dajati. Dodate še kislo smetano. Daste recimo ene 2 do 3 žlice kisle smetane. Vzamemo našega piščanca, bučke in gobe in še to stresemo vse noter. No tako, moja solata je zdaj končana. Zdaj je fajn, če tako solato pustite ene par minut, da ona odsloji, tako da se res čisto vsi okusi lepo premešajo in vse. In jaz si bom to solato zdaj postregel in upam, da se znebim onega človeka, ki mi kle gor mi sedi cel dan. Tako da, ja, go for it. To sem rabo. Izvrsten okus. Ampak kar je še najlepše pri vsej tej solati je, da sem se jaz končno onega tipa, ki me je cel dan preganjal z nebo. Probajte kdaj, če boste imeli take probleme, kot jaz, to si naredite.